Ta prezentacija je nekako del ene preliminarne raziskave, ki jo delamo znotraj projekta Likovno in arhitekturno razstavljanje na Slovenskem v prvih desetletjih po vojni. Gre za projekt Slovenske raziskovalne agencije, ki ga imamo na Filozofski fakulteti skupaj z ZRC SAZU in v sklopu katerega je tudi ta simpozij. Tako da v bistvu na tej točki nekako še ni čist dokončnih rezultatov, ampak bom probala izpeljati neke teze, ki bomo videli potem, če se bojo čisto še potrdile ali pa ne, ker za to še manjka vsaj par obiskov arhivov. Skratka, začela bi na začetku, se pravi v 50-ih letih, ko je Moderna galerija začela z intenzivnim razstavljanjem tuje umetnosti pri nas in že včeraj smo slišali več prispevkov, na kak način se je na to upel potem tudi grafični bienale in pa nekatere povezave z drugimi državami, recimo tudi poljsko umetnostjo. Vse te razstave nekako so tlakovale pot tudi pri sprejemu širše publike, nekako strokovne umetnostne zgodovinske publike za odprtost modernizma 50-ih let pri nas. V Sloveniji za razliko od morda nekaterih drugih umetnostnih središč takratne Jugoslavije, kot sta bila Zagreb in Beograd, je v tem času bilo zgolj eno razstavišče za moderno in sodobno umetnost in to je bila Moderna galerija. Moderna galerija v tem kontekstu je razstavljala avtonomno svoje razstave, se povezovala z določenimi inštitucijami in posamezniki drugje, hkrati pa je kot vse ostale umetnostne ustanove takrat v sklopu z Komisije za kulturne veze z inostranstvom oziroma s tujino bila nekako, je prevzemala tudi politiko, da so gostovale tukaj določene potujoče razstave. In ena taka analiza tega razstavljanja Moderne galerije po vojni, nekako do leta 1963, je pokazala, da je bil kar zmeren odstotek v bistvu mednarodne umetnosti tukaj, pri čemer pa seveda vsaj konkretno na tej projekciji umeščam skupaj jugoslovansko in slovensko umetnost, saj pri tem, kadar je šlo za gostovanje recimo jugoslovanskih umetnikov iz drugih republik ali pa razstave, ne vem, recimo umetnika Ljubo Babiča, hrvaškega takratnega umetnika in podobnih, zato ni bilo potrebno vključiti nobenih kulturno-diplomacijskih in drugih političnih posrednikov. In potem recimo kakšen delež razmerja je tukaj, vidimo, da se zelo pravzaprav začne rast to razmerje v začetku 50-ih let. In pri tem v kontekstu takratnega politične situacije in hladne vojne v samem začetku, recimo do, mislim, da nekako do leta 1958, pravzaprav sovjetskih držav ali pa ni bilo nekih sovjetskih razstav, so pa bile razstave druge vzhodne umetnosti. Potem pa hkrati pa na drugi strani raste delež razstav zahodne umetnosti, ne zgolj ameriške, ampak tudi drugih držav, ki so imele intenzivne stike z Ljubljano ali z Beogradom. Pri tem so bili nekako različno ustanovljeni te stiki in pri ZDA konkretno je večinoma potekalo resnično preko Beograda, ampak tudi, kot kažejo, ohranjene korespondence, do katerih mi je uspelo priti. Pri tem je se vzpostavila direktna komunikacija. To pomeni, da je bila
Komisija za kulturne stike v Beogradu nek posrednik pri tem, da je potem recimo stekla direkt komunikacija med Moderno galerijo in pa recimo MoMo ali drugimi muzeji. Hkrati podobno je bilo tudi v Zagrebu in v Beogradu. V Beogradu sicer res najmanj, zaradi tega, ker je bil tudi sedež komisije tam in so v bistvu oni prevzemali celo to komunikacijo. Recimo tukaj je primer znane razstave iz leta 56 in ene okrožnice, ki je potem šla naprej. V Ljubljano pa so potem od leta 56 nekako začele redno prihajati razstave iz ZDA. Pri tem so se praviloma, mislim, da razen v enem primeru, vedno katalogi prevedli in dobili nek še slovenski predgovor. Torej, noter je bil nek klasičen tekst, ki so ga pripravili ameriški kustosi, potem morda tudi tekst koga iz Beograda, ni nujno, CV-ji, seznam del in pa potem v prevedenih katalogih v Sloveniji je notri bil še ponovadi tekst kustosa ali pa direktorja Zorana Kržišnika iz Ljubljane. To je potem spet en tak primer razstave. Zdaj v 60-ih letih je v bistvu šlo za precej intenzivno leto. Že leta 60 imamo več razstav tuje umetnosti tukaj in preden pride razstava sodobne ameriške umetnosti v Ljubljano, je tukaj bila že v Moderni galeriji še ena razstava ameriške umetnosti in to je bila razstava ameriške uporabne umetnosti, ki sta jo priredila Društvo likovnih umetnikov uporabne umetnosti in pa informativna služba ameriškega generalnega konzulata, ki je bila pravzaprav tudi ena izmed teh agencij ZDA, ki je skrbela za posredovanje razstav in pa drugih kulturnih dogodkov. To je bil pač, kako je izgledalo, ko je bila ena taka razstava z zastavami pri Moderni galeriji. No, razstava iz leta 61 pa se naredila tako, da v bistvu zasledila sem, da je pozneje v Art Journalu bilo napisano, da je ta razstava bila narejena na poziv pravzaprav določenih avtoritet iz Jugoslavije. Ampak po mojem vedenju trenutno, kar sem uspela odkriti v arhivih, bi rekla, da je pravzaprav poziv prišel iz druge strani, hkrati pa se je seveda so avtoritete in nekako pač institucije v Jugoslaviji to priložnost z veseljem pograbile in naredile vse v svoji moči, da so razstavo uspešno izpeljale in jo promovirale na različnih kanalih. Potem eno izmed takih recimo zanimivih sodelovanj, poleg teh agencij, ki so bile že omenjeni, je bila ambasada v Beogradu. Žal ni ohranjenega arhiva v Washingtonu, oziroma jugoslovanske ambasade. Danes je tam slovenska ambasada, ker je bil pač verjetno v 90-ih to izgubljeno, vse, kakor so meni rekli. In nekako ne vemo iz druge strani, kaj lahko samo sklepamo, ampak zdaj priznam pa, da nisem še šla v ta boj, da bi prišla do arhivov ameriške ambasade v Beogradu oziroma v Washingtonu, ker mislim, da to pa bo zahtevalo kar nekaj mailov in prošenj, tako da do tam še nisem prišla, ampak recimo posredna korespondenca, ki jo lahko vidimo iz drugih arhivov, tudi diplomatskega in tako naprej, kaže na to, da je ambasada v Beogradu bila prav tako kulturno neko stičišče, ki je sama po sebi nekako služila kot en razstavni prostor,
v kontekstu nekih sestankov, pa tudi javnosti, bolj strokovne javnosti, seveda, ki je šla tja na obisk. In zakaj to kažem? Je namreč, ker je to šlo vzporedno leta 1961, prav tik preden je prišla ta razstava v Jugoslavijo, ameriške sodobne umetnosti, se otvori razstava oziroma nova postavitev ameriške umetnosti na ambasadi. O tem so prav tako poročali mnogi časopisi, tako beograjski kot ljubljanski. S tem je nekako, kar se je poudarjalo na tej točki, je to, kar tudi vidimo iz arhivov MoME, je, da MoMA je bila tista, ki je skrbela za opremo ambasad. To so delali zelo skrbno. Vsak veleposlanik seveda je imel neko diskrecijsko pravico ta dela malce spremeniti, prirediti, ampak tukaj to je zgolj rezidenca enega nadstropja, bilo jih je več, oziroma jih je več v Beogradu in ta dela, bi rekla, 18 del, ki so bila tukaj, pa potem še drugje po rezidenci, so v bistvu nekako zelo sovpadale prav z deli razstavljenimi na razstavah ameriške umetnosti, ki so se v začetku do sredine 60-ih pojavljale v Ljubljani, Zagrebu in Beogradu, in to so bila predvsem dela z zelo močnim poudarkom na promociji abstraktnega ekspresionizma. In tole je ta konkretna razstava, sodobna ameriška umetnost. Ta razstava je bila tudi ne zgolj v Jugoslaviji, bila je še v Nemčiji in v Franciji, vsaj, pa potem še v Londonu, ampak kot ponavadi pri potujočih razstavah je bilo tako, da se je lahko vsaka država oziroma vsako razstavišče izbralo, katera dela bodo ustrezala galerijam, galeriji, tlorisu, koliko del bodo prenesli in tako naprej. Dobili so neke vnaprej pripravljene sezname in potem, ko je najprej ta razstava prišla v Beograd, potovala v Skopje, nato Zagreb, Maribor, Ljubljana in zaključila svojo pot na Reki. Tole sta recimo dva kataloga. Zanimivo, kar je pri tej razstavi ljubljanski, je to, da sta bila dve verziji kataloga oziroma neki manjša knjižica katalog brez kakih reprodukcij, ki so ga delili brezplačno na razstavi in sem našla to, da je tudi bilo v nekih zapuščinah umetnikov, tako da očitno je to bilo neka taka kot en leaflet, ki se je delil in pa potem malo večji katalog, ne. V Beogradu pa je ta katalog bil še malce obsežnejši z barvnimi reprodukcijami in tako dalje. Zdaj, tole spodaj je vabilo potem tudi iz Zagreba, kamor je prišla, in ravno pri zagrebški korespondenci te razstave lahko vidimo, da je tale mestna galerija v bistvu ni te razstave mogla sprejeti ravno zaradi velikosti del in je potem se istočasno, ko so oni se v bistvu pogovarjali o tem, ali bi imeli razstavo, kakšno razstavo in tak naprej, so v bistvu rekli, ne, pravzaprav ta razstava je absolutno prevelika za naše prostore, prosimo za eno drugo ameriško razstavo, ta pa je potem šla drugam. No, to je ena taka res znamenita slika iz pročelja Moderne galerije leta 68, ki je bila že večkrat reproducirana ravno zaradi tega, ker nekako simbolno kaže to željo Amerike, da nekako amerikanizira jugoslovansko kulturo in po drugi strani seveda tudi željo bolj slovenskih morda kulturnih ustanov, ki so to pravzaprav sprejeli z odprtimi rokami in brez nekega pomisleka
naredili takole instalacijo. Zatem je tudi ameriška, čisto fizično ameriška ambasada, kar ni bilo nepomembno. No, tole je fotografija potem tega letaka oziroma teh spetih listov, ki so jih delili. Pred razstavo so pospremili ne zgolj pisno, ampak tudi fizično visoki gostje, tako kustos, ki je bil direktor muzeja, direktor muzeja, častni konzul iz Beograda in tudi druga politika. V katalogu, v tem spremnem tekstu lahko pravzaprav res vidimo, na kakšen način probajo utemeljiti, to je ena kratka, potem je še daljši tekst, utemeljiti, zakaj pride in kako je v bistvu abstraktni ekspresionizem nek izraz svobode, umetnosti, sodobne umetnosti, ki prihaja, in na kakšen način ga potem tukaj naj spremlja. Tole so nekatere reprodukcije del iz kataloga. Pravzaprav tudi, ko gledamo fotografije, bomo videli, da gre res za neka, bi lahko rekli, kanonična velika dela. Vsekakor avtorji so bili impresivni. Do same razstave pa je, in to je ta, kjer bi lahko rekli, da je nekako vendarle ni bila pravzaprav pobuda za kaj takega na strani Jugoslavije, ampak dosti bolj verjetno je prišla od zunaj, pa vidimo, da v bistvu tudi način, na kakšen način se je financirala ta razstava je, da je skoraj vse stroške prevzela ameriška stran, medtem ko je tukaj, to je konkretno za Moderno galerijo, so prevzeli v bistvu stroške bolj teh recimo promocije, za kar so bili zadolženi, tudi konkretno, na kak način se naj ta promocija vrši, in pa zato, da se naredi neki dogodki obstranski. Prav tako je bila ta zelo pomembno, in to tudi najdemo v arhivih v Jugoslaviji, v arhivu Jugoslavije, da so eksplicitno zahtevali, da morajo biti neke pomembne politične osebe prisotne na otvoritvi razstave, kar so potem tudi seveda bile. Tudi tu piše, koliko točno tega. Evo, to sta dve fotografiji z otvoritve in pa nekaj pogledov v samo razstavišče Moderne galerije, za katero je taka razstava bila zelo ustrezna, medtem ko recimo drugje so imeli pa morda celo manjše težave, res ne samo v Zagrebu, ampak tudi v Beogradu, skje postaviti. Kar se tiče kritike in sprejema, je spet, kar se je že večkrat opazilo in tudi je bilo recimo že na našem tukaj simpoziju izpostavljeno, najbolj kritično je pravzaprav bila ta razstava sprejeta v Zagrebu. Tam niso bile zgolj neke pohvalne kritike, ampak tudi bolj kritični prispevki, ki so prevpraševali, kakšno umetnost nam tukaj se pošilja na ogled, medtem ko recimo v Beogradu lahko rečemo, da so praktično šli bolj nekako res PR prispevki, oziroma nekaj, kar je zelo jasno hotel to umestiti v razvoj umetnosti in politike razstavljanja. Prav tako v Ljubljani nekako ni bilo nekega odpora, bolj je šlo za predstavitve posameznih avtorjev, predstavitve razstave, ampak ni pa šlo za, morda najbolj res kritični je, vsaj na prvi pogled se zdi, da je to bil sprejem v Zagrebu.
Potem še samo 2 besedici o tem, kaj je sledilo tej razstavi. Tej razstavi je sledila v 60. letih znotraj Jugoslavije res neka plejada ameriških razstav, ampak ne zgolj razstav, ampak tudi drugih kulturnih dogodkov, saj Komisija za kulturne veze z inostranstvom ni jasno delovala zgolj na področju vizualne umetnosti, ampak je šlo tudi za sodelovanje na področju filma, gledališča, plesa, predstavitve, tudi obiske pisateljev in pa štipendij. Tako da tukaj potem, kar sledi, je recimo močna promocija ameriških umetnikov, tako znotraj Bienala, o tem je bilo že kar nekaj povedanega, in pa tudi izven. Recimo zanimivo je, da so Rauschenberga začeli kar intenzivno promovirati še pred samim temle znamenitim Bienalom leta 1963 in to v vseh medijih, tako v sklopu razstav kot nekih kulturnih novic. Po drugi strani pa so te razstave, seveda, ker to so vendarle bile kulturne izmenjave, omogočale obisk jugoslovanskih umetnikov v Ameriki in pa potujočih razstav, ki so sledile. In prav recimo z Guggenheimom je sledila ena taka razstava, ta razstava je bila organizirana strani Guggenheima oziroma kustosa tam in tudi jugoslovanski umetniki so potem tam gostovali. V bistvu nekako bi lahko rekli, da sem podalo, upam, sestaviti en tak zemljevid teh sodelovanj prav preko razstav, ki so bile bolj ali manj uspešne in se vidi v bistvu, na kakšen način so pravzaprav v bistvu te žive izmenjave potekale, na eni strani res preko neke uradne politike, ki je nudila tudi finančno zaslombo in pa seveda od tega imela neke določene informacije, ki so jih tisti obiskovalci ali pa študenti, razstavljalci prinesli nazaj. Na drugi strani pa tudi pozneje, recimo 60 ali pa druga polovica 60. let, tudi že preko zelo dobrih in močno vzpostavljenih osebnih stikov. Hvala.